Ker odgovorni ne upoštevajo opozoril in priporočil varuhinje človekovih pravic, ki je nanje naslovila celo posebno poročilo, v zavodih prihaja do nečloveških situacij. Socialno-varstveni zavodi sprejemamo stanovalce kljub temu, da so kapacitete prenapolnjene. Pomeni, da mi posle za sprejetje stanovalcev nimamo. Mi sodišča o tem obveščamo in se pač znajdemo tako, kot se pač znajdemo. Nažalost je to sprejem v dnevni prostor, nažalost je to pomožno ležišče, nažalost so to kavči, kjer dejansko stanovalci tudi bivajo. Potrebno je vedeti, da gre za ljudi s psihičnimi težavami, katerim nemogoči pogoji bivanja zgolj otežujejo pot do vrnitve v domače socialno okolje. Ti stanovalci pa morajo za vsak premik na stranišče, na potrebo opraviti intimo, morajo prositi delavce, da jim odklenejo sobe, ki niso njihove, da ne govorimo o tem, da po pravilniku bi morali imeti vsaj omaro, vsaj nočno omarico, da morajo svoje osebne stvari imeti nekje v vrečkah. Te vrečke so seveda nameščene ali v dežurni sobi ali v drugih prostorih in seveda vedno znova, ko se želijo preobleči, tudi te vrečke obrniti. In njihovo osebno dostojanstvo je s tem kršeno na vseh nivojih. Takšne zgodbe kažejo predvsem na nemoč varuhinje človekovih pravic in politično preziranje njene funkcije. Nikoli ne obupam in tako nisem tudi tu. Opozarjam, kličem novinarje, sklicujem tiskovne konference, kar je zelo pomembno, da to sporočilo prav vi prenesete državi in tudi te slike, ki so dober pokazatelj stanja in kršitve človekovih pravic. Odgovornost je na drugih. Mislim, da sem svoje delo opravila in da ga bom še naprej trmasto vztrajala na tem, da najde država rešitev. Varuhinja ima za vrh države kljub vsemu jasno sporočilo. Slika, ki ste jo lahko danes videli, kje leži človek v posebnem stanju, ki torej tudi dan prespi na posteli, ki ni vredna tega imena, v dnevnem prostoru, je dovolj zgovorna, da jo lahko pokažete tistim, ki bodo odgovorili na vprašanje, ali so tu spoštovane človekove pravice najšibkejših. Ob vsem tem pa si država še kar zatiska oči. Še več, sodišča izdajajo sklepe za namestitev v socialno-varstvene zavode, četudi so ti prezasedeni. Po zakonu morajo namreč zavodi upoštevati sklepe sodišča in ne smejo zavrniti k njim napotene osebe. Mi že več let opozarjamo, že od 2009 dejansko se te zadeve, imamo probleme z samimi sprejemi, zadnja leta pa posebej tudi z prenatrpanostjo. Dejstvo je, da so tudi sodišča nekako opozarjajo, da ni razlog, da nekoga se ne namesti v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda prezasedenost. Potrebe po zaprtih oddelkih pa so iz leta v leto večje, danes že za 84 postelj več, kot jih je trenutno na voljo po celotni državi. Ob morebitnih težavah zaradi prenatrpanosti zavoda pa država odgovornost nalaga zgolj direktorici zavoda. Da je paradoks še večji, morajo tudi tisti varovanci, ki zaradi prostorske stiske bivajo na hodnikih, plačevati polno ceno mesečne nastanitve, ki znaša tudi do 1500 evrov.